Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi politični sopotniki, krščanski demokrati, sodelavci, prijatelji, državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci doma in po svetu, spoštovani odlični gostje, predstavniki medijskih hiš. Počaščen in preprosto srečen sem, da lahko danes zopet stojim pred vami in skupaj z vami praznujem 12. kongres Nove Slovenije. Kajti vsak kongres demokratične stranke je praznik demokracije. Najprej vsem vam, ki ste ključni stebri Nove Slovenije, izrekam iskreno hvaležnost za vašo podporo poslanski skupini Nove Slovenije, ki jo sestavljamo Ljudmila, Iva, Matej, Jernej in jaz. Zagotavljam vam, da v primeru naše ponovne izvolitve med nami ne bo nobenega, ki bi v naslednjem mandatu zamenjal dve ali pa kar tri stranke. Hvala vam, dragi prijatelji, za vaš pogum. Pogum, ki je po več kot pol stoletja demokratičnega vakuuma v Sloveniji pred 27 leti dokončno ustvaril Slovenijo in leta 2000 novo Slovenijo. Samostojne Slovenije brez krščanskih demokratov zagotovo ne bi bilo. Hvala vsem vam, ki že skoraj 18 let zavzeto sooblikujete in konkretno izvajate politiko Nove Slovenije na lokalni, državni in evropski ravni. Gospe in gospodje, obletnice in prazniki so zato, da se spominjamo dobrih dogodkov iz preteklosti. Zato moramo biti danes usmerjeni v prihodnost, ki jo bomo zaznamovali z dejanji vrednimi spominjanja. Toda prihodnost, o kateri govorim, gospe in gospodje, se ni začela leta 2000, niti leta 1991. Ta prihodnost ima svojo časovno koordinatno izhodišče vsaj 1250 let nazaj, ko so Slovenci na tukajšnjih tleh prevzeli krščansko kulturo. Spoštovani, vsak sin ali hči slovenskega naroda ima svoje poslanstvo, osebno in družbeno odgovornost. Odgovornost članov politične stranke Nove Slovenije pa je, da preko zakonodajne dejavnosti omogočimo rast državi in državljanom. Vsi mi smo poklicani varovati in zagotavljati dostojanstvo svojih sodržavljanov pri neutrudnem in zahtevnem zasledovanju skupnega dobrega, ki je cilj vsake politike. Tega poslanstva in odgovornosti se je in se še vedno zelo dobro zaveda gospa Ljudmila Novak, kolegica, zaupanja vredna prijateljica, predsednica Nove Slovenije v najtežjih letih stranke, predsednica koalicijske in opozicijske stranke. Nikoli ne bom pozabil njene odločitve in besed, ki jih je izrekla pred najožjimi sodelavci v moji pisarni, številka 323, pred skoraj natančno 3 meseci. Odstopila bom. Jože in Matej, odločita se, kateri bo prevzel vodenje stranke. Sam bi se najbrž za to breme odločil, če bi imel Matejeva leta ali pa leta Sebastiana Kurza, avstrijskega kanclerja. Ljudmilo sem vedno brezpogojno podpiral in spoštoval. Brez razmisleka sem takrat njeno odločitev sprejel, ker sem vedel, da je vse dobro premislila.
Izjemno sem ti hvaležen, draga Milka, in če nama bo dano, da bova še naprej sodelavca, ti zagotavljam tudi v prihodnje vso mojo iskreno podporo. Samo veliki ljudje, samo veliki politiki in samo veliki učitelji so sposobni narediti to, kar je naredila gospa Ljudmila Novak. Svojim sodelavcem, svojim učencem je vedno zaupala, jih spustila v svojo bližino in dopustila, da jo kdaj v prihodnosti tudi prerastejo. Ljudmila Novak nikamor ne odhaja, ostaja pomemben steber in moralna avtoriteta stranke Nove Slovenije. In hvala Bogu, da imamo Mateja. Hvala Bogu, da imamo Mateja Tonina, Ljudmilinega najožjega sodelavca, lahko bi rekli učenca, s katerim sta skupaj trasirala pot stranke v parlament leta 2011. Dragi Matej, sodelavca sva postala pred desetletjem. Najno medsebojno zaupanje se je krepilo do najvišje stopnje prijateljstva. Napisal si knjigo Upanje za Slovenijo. Vedi, dragi Matej, da si v mnogih srcih Slovenk in Slovencev prav ti upanje za Slovenijo. Ni veliko takšnih Matejev, takšnih politikov v Sloveniji. Nosiš veliko odgovornost. Od naše politike imajo ljudje velika pričakovanja. Vem, da ti veš, kaj moraš narediti, da boš upanje za Slovenijo uresničil. Udejanjiti naš program, politični program Nove Slovenije krščanskih demokratov, ki si ga v mnogih detaljih v zadnjih letih tudi sam oblikoval. A če je človek sam, če je solist, ne more zveneti kot orkester. Zato je ob tebi ekipa najožjih sodelavcev, še več, zato smo ob tebi prijatelji, zato je ob tebi poslanska skupina Nove Slovenije, srce stranke, ki si jo do nedavnega vodil, zato smo ob tebi kandidati za državnozborske volitve in zato je s teboj Nova Slovenija. Samo skupaj, dragi Matej, lahko dosežemo naše cilje, samo skupaj lahko naredimo boljšo Slovenijo. Ta trenutek mi v ospredje prihaja veliki prlek, akademik dr. Anton Trstenjak. Bil je trden Slovenec z globokim prepričanjem, da mora biti slovenski narod elita med narodi, če želi obstati. Zato z upanjem in zaupanjem Slovencem predaja sporočilo, da moramo za ohranitev lastne identitete držati skupaj. Za ohranitev lastne identitete moramo Slovenci držati skupaj. Če se želimo seveda ohraniti kot narod. To isto velja za nas, dragi prijatelji, za Novo Slovenijo, za ohranitev naše politične identitete, za ohranitev vrednot krščanske demokracije moramo držati skupaj. Naša politična moč ni odvisna samo od enega, samo od predsednika. Niti je ne smemo tako pričakovati. Naš politični preboj je odvisen od vseh nas. Bolj, ko bomo držali skupaj, lažje bomo ustvarili pogoje za razvoj moderne slovenske družbe, kjer bo vsak lahko svobodno in odgovorno razvil vse svoje intelektualne, podjetniške, kulturne in druge potencijale in se tako ustvaril duhovno in materialno blaginjo, v katerem, torej bolj, ko bomo držali skupaj, lažje bomo ustvarili takšno poslovno okolje, v katerem se bo splačalo delati. Delati tukaj doma, v Sloveniji, ki je še vedno raj pod Triglavom. Leve politične sile so Slovenijo pripeljale tako daleč, da se v Sloveniji danes
ne splača delati. Če ne verjamete meni, če ne verjamete Mateju, ki je prej o tem govoril, potem vprašajte tistih 8000 mladih, izobraženih, ki so samo v lanskem letu zapustili Slovenijo. To se bo še nadaljevalo, dokler bodo v Sloveniji svoj politični vpliv imeli ljudje iz prejšnjega sistema, iz prejšnje države. Čas je, gospe in gospodje, da se po 27 letih samostojne države ne ukvarjamo več s socializmom, ki je propadel. Čas je, da se ne ukvarjamo več s socialistično federativno republiko Jugoslavijo. Saj Jugoslavije ni več. Jugoslavije ni več. Zdaj je čas za Slovenijo. Zdaj gre za Slovenijo. In poslanstvo države ni v tem. Poslanstvo države ni v tem, da upravlja državne banke, da upravlja državna podjetja. Mi, krščanski demokrati, poslanstvo države razumemo drugače. Bolj, ko bomo držali skupaj, lažje bomo modernizirali zdravstveni sistem, v katerem danes v čakalnih vrstah umirajo Slovenke in Slovenci. Prav ste slišali. V čakalnih vrstah umirajo naši ljudje. V Sloveniji v povprečju 72% svoje življenjske dobe preživimo zdravi. Evropsko povprečje je 78%. To se pravi, razlika je 6 odstotnih točk oziroma kar 13%. To se pravi, v evropskem povprečju ljudje 13% časa dlje živijo zdravi, dlje kot v Sloveniji. Zaradi tehnološkega napredka, ki je svet spremenil v globalno vas, so pred nami izzivi, ki jih prej nismo poznali. Lanskoletni in tudi seveda letošnji prvošolčki bodo izvajali poklice, ki jih danes še ne poznamo. Intenzivirati moramo vlaganje v raziskave in inovacije. Digitalizacija ekonomije in družbe spreminja svet. Politika mora zakonodajnimi rešitvami slediti strahovitemu tehnološkemu razvoju, da bi zaščitila človeka, da bi zaščitila potrošnika, da bi zaščitila družino. Tehnološki razvoj pa ne sme spreminjati naših vrednot. Ne sme biti vrednota, gospe in gospodje, da otroku ali vnuku kupim najboljši pametni telefon. Še vedno je več vredno, da otroku ali vnuku pokažem, kako deluje čebela in kako je organizirana čebelja družina. In še vedno je več vredno, da otroku oziroma vnuku pokažem, da kruh raste na zemlji, na njivi. In da otroka ali vnuka navdušim za vse to okolje in da mu dopovem, da ta narava ni dana samo nam, da je dana nam samo na posodo za čas našega življenja, da tako otroku in vnuku vzgojim ta občutek in odnos do stvarstva. Na izzive prihodnosti bomo lažje odgovarjali, če se bomo povezovali, če bomo imeli zaveznike. Pred 15 leti smo se Slovenci odločili za članstvo Republike Slovenije v Evropski zvezi. To članstvo predstavlja naš temeljni politični in vrednostni okvir. Odločili smo se tudi za članstvo v zvezi NATO, ki predstavlja naš temeljni varnostni okvir. Ampak danes, dragi prijatelji, nisem prepričan, če nam še vedno verjamejo tisti, ki so nam verjeli in zaupali leta 1991 oziroma leta 1992. Evropska združitev, Evropska zveza je bila zgodovinska nujnost. Toda Evropska zveza ni zgolj preteklost, delo očetov Evrope. Evropska zveza je predvsem sedanjost in še posebej prihodnost. Mi, Nova Slovenija,
druge alternative ne vidimo. Zavedamo se, da je služenje človeštvu dolžnost, enaka tisti, ki nam nalaga zvestobo lastnemu narodu. Evropa ne sme biti zgolj zemljepisna skupina držav, razvrščenih drugo ob drugi, ki se med seboj pogosto nasprotujejo. Postati mora skupnost sicer različnih narodov, ki pa jih povezuje enak obrambni in konstruktivni napor. Evropa mora zaživeti bolje, tako da združi vse svoje vire. Postati mora delujoča celota, ki se zaveda svojih posebnosti in se organizira glede na svoje lastne potrebe in možnosti. In to v svetu, ki ni več brezoblična, zmedena gmota, ki se zdrami le ob občasnih konfliktih. In v tej Evropi mora Slovenija ponovno postati verodostojna partnerica, prepoznavna po svojih izvirnih idejah. Danes je žal Slovenija v Evropski zvezi preslišana. Izjema, svetla izjema je Evropski parlament. Račun za to bodo morali plačati tisti, ki so si zunanjo politiko sprivatizirali zaradi notranje političnih koristi. Dragi sodelavci in prijatelji, mi, Nova Slovenija, krščanski demokrati, smo poklicani, da za vsako ceno varujemo temelje Evropske zveze, ki so jih postavili očetje Evrope. Drage kandidatke, dragi kandidati Nove Slovenije, vsem vam želim veliko korajže v letošnji volilni kampanji, veliko samozavesti in ponosa, da ste kandidatke in kandidati Nove Slovenije. Pojdimo do ljudi in jim povejmo, da mislimo resno. Povejmo Sloveniji, da mislimo resno. Spoštovani, zaključujem z besedami Dostojevskega, ki me vedno bolj navdušujejo in ki je v svojih bratih Karamazovih zapisal takole. Zatorej vam pravim, prvič in predvsem bodimo dobri, potem pošteni in potem nikoli ne pozabimo drug na drugega. Bog živi Novo Slovenijo. Hvala lepa.